Lepo pozdravljeni. Občina Šentjernej se v teh dneh pridružuje več kot 70 slovenskim občinam, v katerih vozijo prostoferji. Projekt povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz ter ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi dejavnimi vozniki, ki radi priskočijo na pomoč. Številni starejši imajo velike težave s prevozi, sploh če so doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvita avtobusne mreže. Tako se pogosto ne morejo odpraviti po nujnih opravkih. Odslej jim bo to lahko olajšal prostofer, za katerega so si v društvu upokojencev prizadevali več let. Vsaka stvar je začetek, je malo težji, ampak to se bo upeljalo in to bo steklo tako, kot mora biti. Približno 50 starejših bi ta čas redno potrebovalo takšen prevoz, ocenjuje. Ljudi kličijo, zdaj službe so ratale malo drugačne, da niso otroci doma in to kar kličijo. Jaz osebno, jaz sem že sam naredil nekaj uslug za to, ker ni še to bilo, ampak zdaj pa, ko bo to, bomo pa se posluževali ta avto, zato je. Za začetek so pridobili 10 voznikov prostovoljcev. Težave so v tem, ker smo vsi bolj starejši, to je problem. Mi mladih penzionistov nimamo nič, ker tukaj bi bilo zelo prav, če bi imeli mlade upokojence bolj. Ampak kljub temu smo še nekaj, bi rekel, še sposobni za to. Odločitev za prostoferko je bila enostavna, pove Cvetka Bratkovič. Sem pri Rdečem križu. Prostovoljka pa Telekom, starejši za starejši projekt. Ponavadi rada pomagam ljudem, rada grem na obisk starejšimi, tako da mi je to čisto lepo, z veseljem. Časa imamo upokojenci, kakor ga imamo, kakor si ga vzamemo, včasih prav, kjer da ga zmanjka, ampak ga ne. Tako da če greš nekom nekaj pomagati, ga nikoli ne manjka. Nas so povabili in zdaj bomo pa tole prostoferali, kar bo treba. In takrat, ko bomo čas, v bistvu. To da prepovedali, kdaj bomo šli v to. Časa je bolj malo, ampak pomagamo tako, da ima vsak nekaj od tega. Da ne bomo imeli samo mi, ampak bodo imeli tudi še oni, nekaj od nas prostoferjev. Vozilo je zagotovila občina v sodelovanju z avtohišo iz Škocjana. Skupni strošek na letni ravni bo približno 7 tisočakov, ocenjuje župan Jože Simončič. Odločili smo se za električen avto, da tudi pokažemo svojo zeleno plat, če tako rečem. Avto je zelo primeren za krajše in daljše razdalje, za vožnje naših upokojencev. Seveda, izbrali smo najgodnejšega ponudnika, ta je celo na sosed, tako da smo veseli tudi tega sodelovanja. Prostoferja za starejši in gibalno ovirani v 74 občinah, teh je že dobrih 14 tisoč, poslužujejo predvsem za obisk zdravnika, lekarne in drugih javnih ustanov. Rad bi tudi poudaril, da imamo več kot 1000 prostovoljnih voznikov že, kar pomeni na vsako občino več kot 10 voznikov, kar je zelo pomembno, da tudi oni niso preobremenjeni, da pride en voznik največ 2-krat na mesec na vrsto za opraviti tiste prevoze tistega dne. Za nekatere starejše, invalide in socialno šibkejše je to edina oblika prevozov. Vse gre preko klicnega centra, občina mora imeti nad vsemi prevozi popoln nadzor, kar pomeni zadaj za tem sistemom stoji tudi dober računalniški program, tako da občina lahko spremlja vse prevoze, kdo je uporabnik, kdo je voznik, kam se ga pelje. Bi pa hkrati rad povedal, da je tudi varna oblika prevozov, kajti tukaj gre za individualne prevoze. Starostnik se ne sreča na nekem avtobusu z večjimi osebami, ampak gre za individualni prevoz. Še vedno pa strmimo in pa sledimo vsem smernicam NIJZ-ja, to pomeni, da ne združujemo prevozov. Glede na dvig starostne meje in povečevanje števila starostnikov so potrebe po skrbi za starejše v občini vse večje, poudarja župan. Starejši so včasih odrinjeni na rob, mlajši so v službah ali celo daleč od doma in težko je, ko nekdo ne more k zdravniku ali na obisk v dom starejših ali v bolnico na pregled in tako naprej. Sedaj bo ta način pomoči možen. Jaz sem vesel, da smo se tako odločili in mislim, da je naložba zelo, zelo upravičena. Takšna pa bo tudi naložba v dom starejših občanov, ki ga načrtujejo v središču kraja.
Ja, dom starejših se pripravlja, koncesionar pripravlja projektno dokumentacijo. Po informacijah, ki jih imam, naj bi bila vloga za gradbeno dovoljenje vložena nekje v mesecu februarju ali marcu. Potem seveda pa gre proceduro naprej, tako da računamo, da bi v sredini naslednjega leta se že gradnja pričela. Zelo sprašujejo tudi naši člani, ker ne vejo, kdaj bodo pristali v domu. Tako da veseli bomo najbolj takrat, ko bo otvoritev. Ja, ampak upam, da župan je že zadnjič rekel, da se zadeva premika in če se enkrat začne premikati, potem tudi nekaj bo ratalo. Novi dom bo, kot smo že poročali, blizu zdravstvene postaje, pošte in trgovin, kar bo starostnikom vsekakor olajšalo opravljanje nujnih storitev. Če bodo izumrle čebele, pravijo, bo ogroženo tudi človeštvo. Zato moramo biti do teh marljivih delavk kar se da prijazni. Občina Ivančna Gorica je čebelam najprijaznejša občina leta 2021 po izboru Čebelarske zveze Slovenije, ki je pred kratkim najboljšim podelila tudi priznanja. Dogodek so pripravili v rojstnem kraju Kranjske Sivke in v novi pridobitvi čebelam najprijaznejše občine, hiši Kranjske čebele. Pred podelitvijo je predsednik Čebelarske zveze poudaril, da so v Sloveniji sicer vse občine prijazne čebelam, najbolj pa Ivančna Gorica. Vesel sem, da smo lahko fizično podelili priznanje za čebelam najbolj prijazno občino, ki je v 2021 občina Ivančna Gorica. Mislim, da smo bili zelo enotni, da si občina to zasluži, hiša Kranjske čebele, delujoča čebelarska društva, čebelarski krožek, učna pot, skratka, res so čebelam prijazna občina in lahko smo še enkrat ponosni, da imamo take občine in iskreno čestitam. To priznanje je predvsem priznanje za vse, ki se v tej občini trudimo, da bi bili prijazni do čebel in do okolja, kar je v zadnjem času zelo pomembno. Eno je to govoriti, drugo pa je nekaj v to smer narediti. V občini Ivančna Gorica v zadnjem času kar veliko delamo v tej smeri. Smo nazadnje rojstni kraj Kranjske Sivke in glede tega čutimo kar precejšno obveznost in dolžnost, da se vključimo v to gibanje, ki bo privedlo, da bo naše okolje zdržalo še nekaj stoletij tudi za naše zanamce. Moram reči, da je zelo težko ne ocenjevati, ocenimo lahko, ampak izbrati tisto, ki je pa mogoče za stopničko višja kot ostale. Tukaj imamo velike težave. Skratka, vse občine so zelo naklonjene čebelarstvu in moram izraziti to priložnost. Hvala lepa vsem občinam, tudi tistim, ki niso dobile ta priznanja. Prehodno priznanje za čebelam najprijaznejšo občino je županu Ivančne Gorice predal prvi mož Ormoža, občine, ki je ta naslov prejela leto prej. V Ivančni Gorici so bili letos res pridni kot čebele. Njihov glavni dosežek je hiša Kranjske čebele. In seveda še kaj. Predvsem se mi zdi pomembno izpostaviti sodelovanje z domačimi čebelarskimi društvi in Čebelarsko zvezo Slovenije in tudi z našimi šolami. Namreč nobena inštitucija brez podmladka nima prihodnosti, tako tudi ne čebelarska in ravno po zaslugi tega gibanja smo prišli tudi do tesnejšega sodelovanja naših osnovnih šol z čebelarskimi društvi. Deluje kar nekaj čebelarskih krožkov. Druga najbolj prijazna občina leta 2021 so Ravne na Koroškem, tretja pa Sevnica. Veliko ukrepov usmerjamo v nekako to prijaznost bivanja in hkrati ekološko usmerjenost. Zasajujemo medovite rastline, zasajujemo drevorede, parke ob Savi na številnih področjih, ki ne koristijo zgolj samo čebelam, ampak tudi našim občanom, da imajo senco, primeren gibalen prostor za preživljanje prostega časa, za sproščanje in tako nekako želimo sobivati z naravo.
Tako župan kot podžupan Janez Kukec se na čebelarstvo očitno zelo dobro spoznata. Tudi sam in podžupan sva čebelarja, nekako zanesenjaka na tem področju, pa nismo konkurirali zgolj zato, ker sva midva s podžupanom čebelarja, kajti želimo si biti tudi invalidom prijazna občina, mladim prijazna občina, tudi transparentna občina in vse številne ta ocenjevanja izkoriščamo za napredek v storitvah občine oziroma v tem, kako se čim bolj približati občanu in nuditi kvaliteten življenjski bivanjski prostor našim občanom, kajti to je pogojeno tudi z ohranjanjem okolja. Kriterijev, po katerih izbirajo občine, kjer se čebele najbolje počutijo, je več. Kako občina gleda na ohranjanje narave, zdrave narave, ki je dobra za čebele, in seveda tudi ohranjanje kulturne dediščine, naj bo to čebelarske ali pa tudi ostale. Zato je eden največjih kriterijev, kako gledajo na naravo, prijazno čebelam. Drugi kriterij, ki se mi zdi zelo pomemben, je tudi delo z čebelarskimi društvi. Zdaj, nekdo bo rekel, da je to samo finančna pomoč, ampak mislim, da to ni bistveni element podpore občinam, čebelarskem društvu, ampak je tudi pri organizaciji dela, pri spodbujanju delovanja društev, ker društva čebelarska delujejo ne samo za čebele, ampak tudi vzgojo mladih. Mi to podelujemo že več kot 10 let in če bi pogledali vloge izpred 10-12 let nazaj, mislim, da v tistih najbolj prijaznih nobena je bila zdaj najbolj prijazna, ker včasih so bili standardi bistveno nižji. Če je imela, ne vem, občina čebelarski krožek, je bilo že dovolj, zdaj le ni dovolj ne čebelarski krožek, ne učni čebelnjak, ampak še mnogo drugih stvari. To se pravi, da dejansko občine v Sloveniji pomagajo čebelam, skrbijo za okolje in vse so čebelam prijazne. Zelo težko je izbrati najbolj prijazno, ampak to je tudi naš namen, da v bistvu s tem razpisom spodbujamo občine, da se med seboj primerjajo in skrbijo za čebele, opraševalce in konec koncev za naravo, ki je pomembna tudi za nas ljudi. Pomemben kriterij pa je tudi, kako občina dela na razvoju čebelarskega turizma. S projektom Hiša Kranjske čebele je Ivančna Gorica na tem področju dobila veliko točk. Ja, Hiša Kranjske čebele je čebelarski ponos, slovenski ponos, verjamem, da seveda posebej pa tukaj od Višnje gore, od Ivančne Gorice, od domačih čebelarjev. Jaz sem prepričan, da bo ta Hiša Kranjske čebele odlično obiskana tudi od tujcev, predvsem od čebelarjev sosednjih držav. Jaz moram reči, da nekaj sem bil že z njimi v stiku in enostavno so navdušeni in to bo nova predstavitev slovenskega čebelarstva, Kranjske čebele in more postati čebelarstvo tudi v tem delu gospodarska dejavnost. Mi moramo še več narediti na trženju naših odličnih matic, na trženju naših odličnih čebeljih pridelkov, tudi izven naših meja in konec koncev, da je to tudi neka turistična priložnost za kraj in pa za tudi širše. Ja, res, ponosni smo vsekakor lahko vsi prebivalci Slovenije, da imamo takšen objekt, ki res predstavlja nivo čebelarstva, ki ga lahko popeljamo tudi v svet. Tako da iskrene res čestitke občini Ivančna Gorica za ves trud. Konec koncev je, bi rekel, da je to objekt vseh nas Slovencev, tako da smo lahko res na njega, na nivoju čebelarstva zelo ponosni. Vodja ocenjevanja pa nam je še povedal, kakšne obveznosti ima zdaj čebelam najprijaznejša občina. Najmanj, kar lahko stori, je to, da ostane na tem nivoju, ki ga je že dosegla. Vsekakor pa Ivančna Gorica, glede na zgodovino, izkušnje, zna prikazati tudi kaj več. In njena naloga je, da gradi to čebelarsko zgodbo v povezavi z občino, tako kot je naredila to Hišo Kranjske čebele, na katero smo lahko vsi Slovenci ponosni, bo dodala še kaj. Če ne drugega pa vsebino v to hišo. To pričakujemo čebelarji in seveda tudi slovenska javnost. Kot nam je zaupal župan, pa nove zamisli že razvijajo.
Čeprav bodo minulo leto morda želeli čim hitreje pozabiti, pa se župani novomeške, šentjernejske, škocjanske in šmarješke občine že obračajo novim izzivom naproti. Pred njimi so namreč velike naložbe, s katerimi, poudarjajo, želijo dvigniti kakovost bivanja svojih občanov. Poglejmo, kaj si obetajo v letu 2022. Leto 2022 bo prineslo predvsem nadaljevanje številnih že začetih projektov v letošnjem letu. Verjamem, da bo tudi na področju izzivov z zdravstveno epidemijo veliko boljša situacija. To si seveda vsi zaslužimo in želimo in v tem smislu seveda želim vsakmu posebej, da bo na nek način znotraj teh okvirov, ki nam bojo dani, čim bolj uspešen, osebno zadovoljen in seveda, da vsak posamezno bo svoje zdravje, kolikor ga je možno, ohranil in ga nadgrajeval. Izzivi leta so povezani z naložbami, ki jih začrtajo v občinskem svetu, pa tudi v sodelovanju z občani in društvi v občini, poudarja šentjernejski župan Jože Simončič. Mogoče eden od glavnih izzivov naš odnos in naše pogajanja za Miklavža na Gorjancih. To je ena nova zadeva, ki se mi zdi za Šentjernej zelo pomembna in za šentjernejskega človeka, predvsem z vidika uveljavljanja javnega interesa, ki je splošen, in pa tudi z vidika potrebnega razvoja turizma, za katerega je v naši občini pravzaprav še zelo veliko prostora. Simončič med prednostne naložbe uvršča nov most, športna dvorana, prostorski plan, številne ceste, energetska sanacija, gremo v prenovo tudi celotnega Maharovca s komplet infrastrukturo, sprejem operativnega programa in tako naprej. Pozitivno naravnani se v leto 2022 ozirajo tudi v Škocjanu. Kot ob tem dodaja tamkajšnji župan Jože Kapler, si predvsem želijo konca zdajšnjih koronavirusnih razmer. Seveda to govorimo že 2 let, to nam je res taka iskrena želja, tako da se vrne tudi ta pozitivni duh v sam prostor, v samo domovino in jaz mislim, da je to ključnega pomena in če bo zdravje in osebno zadovoljstvo, verjamem, da tudi projekti, ki so na vidiku, bodisi občinski, bodisi kot posameznika doma, bodo zagotovo realizirani v letu 2022. Tako da želim vsem skupaj vse dobro v letu 2022. Želje šmarješkega župana Marjana Hribarja v tem letu so, kot pravi, usmerjene predvsem v vse občanke in občane. Da bomo zdravi, da bomo živeli v sožitju in skupaj ustvarjali skupnost zadovoljnih in srečnih ljudi. Seveda si želimo izpeljati vse ambiciozne načrte, ki smo jih zastavili. Res je veliko investicij pred nami, za njih smo trdo delali in se na njih pripravljali. Pričakujemo veliko podporo države in da se nam bo vse išlo. Pomislili smo na vsak košček naše lepe občine in verjamem, da bo leto 2022 res vsem nam ostalo v spominu po novi šoli, po številnih novih investicijah, po prenovljenem jedru Šmarjete, prenovljenem jedru Bele cerkve, novem športnem parku v Zburah in še bi lahko našteval. Kar je najbolj pomembno, res si želim, da bomo živeli po miru, zdravi in skupaj ustvarjali vse dobro. Leto 2021 je bilo polno izzivov, z veliko pričakovanja pa župani Temeniške in Mirenske doline zrejo v leto 2022. Zdaj nam bodo povedali, česa se letos najbolj veselijo. Pred občino Ivančna Gorica je novo pestro leto. Župan Dušan Strnad pa izpostavlja 3 večje projekte. Najbolj pomemben je gotovo vrtec v Šentvidu pri Stični, ki nam bo pomagal razbremeniti, olajšati problematiko zavrnjenih otrok v vrtce, ki je v naši občini še kar nekaj in tukaj začenjamo z gradnjo v začetku leta. Druga stvar je sodoben športni park pri šolskem centru v Ivančni Gorici. Ta bo združil, ta bo neko srednji športni park za celotno občino, kjer bodo pogoji za vadbo tako profesionalnih kot amaterskih športnikov in seveda
pogoji za športno udejstvovanje rekreativcev. To bo kar velik projekt, zdaj smo tik pred gradbenim dovoljenjem. No in pa obvoznica Ivančne Gorice. Z urejanjem cestnih površin nadaljujejo tudi v Trebnjem. Ob tem jih čaka še precej drugih naložb. Si želim, da bi v letu 2022, to se pravi bolj mirno živeli, kar se tiče zdravstvene situacije, kar se pa tiče projektov, pa ne dvomim, da bodo te zadeve šle naprej. Želim si, da gospodarska situacija ostane stabilna in s tem pravzaprav tudi Trebnje je v izjemno naglem razvoju. Zdaj lahko vidite, da imamo precej gradbišč odprtih, da se zadeve gradijo. V teh dneh bomo po novem letu začeli tudi projekt osnovne šole, precej kanalizacij, opremljanja, tudi eno cono za mlade, za stanovanja. Tako da ocenjujem nasplošno, da smo v dobri kondiciji in da to bomo v prihodnje še nadgradili. Izzivov polno leto čaka župana občine Mirna Dušana Skerbiša, tako na poslovnem področju kot v zasebnem življenju. Pred nami je leto tudi volitev, konec koncev je leto, ki so volitve na 3 nivojih, tako državnozborskih kot predsedniških in pa tudi lokalnih. In osebno sem se odločil, da bom kandidiral še en mandat, kajti želim v lokalni skupnosti dokončati vse tiste projekte, ki smo jih že začeli. Seveda pa na osebnem nivoju si želim predvsem mirnega in zdravega življenja vseh v mojem družinskem krogu in veselim se tudi novih naraščajnikov, ki bodo prišli v našo družino in seveda ponosen sem na vse tiste, ki živijo in sodelujejo z mano tako v družinskem krogu kot tudi v lokalni skupnosti. Še uspešnejše leto kot 2021 pa pričakujejo v občini Šentrupert. Med glavne projekte župan uvršča rekonstrukcijo in dograditev kulturnega doma, kanalizacijo na Veseli gori in rekonstrukcijo ceste, novo vrtino v Kamnju za pitno vodo, potem obvoznico severno, odsek od mostu do začetka vasi Vrh. Vkolikor bo dokumentacija tudi južna obvoznica se začela graditi, tako da bo veliko. Pa seveda na tem državnem področju tudi bomo sledili, da bo se še vedno v občini dogajale razne prireditve, rekreativne, športne, kulturne in vse sorte, da bo res življenje, če bo korona dovolilo, ponovno zaživelo tako, kot je bilo pred nekim letom. Občina Mokronog-Trebevno bo še naprej veliko vlagala v ceste. Največji zalogaj na cestnem področju bo obnova Gubčeve ceste in pa s potezom javne poti proti cerkvi na Žalostni gori. Potem v Radni vasi bi radi počasi prišli do zaključka del na preboju. V letu 2022 hočemo sprojektirati na vzhodnem delu Mokronoga, ki je zdaj ravno tako mešan sistem, kanalizacijo, ki bo ločevala meteorni vod od fekalnega, v prihodnjih letih pa potem tudi izgradnjo. Prazniki so za nami in tudi v občinah Straža, Dolenjske Toplice, Mirna, Peč in Žužemberk so že zavihali rokave in začeli z delom. Kam bodo v novem letu usmerili svoje moči, pa v naslednjih minutah. Kot pravi straški župan Dušan Krštinc, želijo pripraviti in izvesti čim več naložb, ki bodo v korist njihovih občanov.
Težko bi samo en projekt izpostavil kot ključni projekt, vsekakor je eden izmed ključnih projektov vrtec Vavtavas, da so ključni projekti državne ceste, da je ključni projekt kolesarska povezava z mestno občino Novo mesto, ki je tudi težak 1 800 000, da je to pločnik Podgora, da je kanalizacija Podgora, vsekakor teh projektov imamo kar nekaj, kateri že izvajamo in pa seveda jih bomo zaključevali v naslednjem letu in pa tudi začeli in zaključili v naslednjem letu. Topliški župan v tem letu že težko pričakuje začetek gradnje vrtca ob tamkajšnji osnovni šoli. Naj ob tem povem, da sem o tem začel razmišljati že leta 2006-2007, ko se je pokazalo, da bo demografska slika že tam leta 2014 take sorte, da bomo rabili dodatni prostor v vrtec. Zato sem bil vesel, da smo uspeli na tem razpisu. Nekako sentimentalno sem vezan na to investicijo, na ta projekt in se mi zdi, da bi to bilo morda naslednje leto res nekaj največno. V Žužemberku, kjer veliko vlagajo v cestno in vodovodno omrežje, se bodo občani letos najverjetneje razveselili novega trgovskega centra, pravi župan Jože Papež. Seveda pa je pred občino mnogo dela na različnih področjih. Pestijo jih namreč težave s sekundarnimi vodi. Vsaka vas mora dobiti vodo, poudarja župan. Pa ne samo to, imamo še v mislih mnogo projektov, nenazadnje križišče na Žverčah, ki je skoraj milijonske vrednosti, in pa seveda v januarju bo tudi končno postavljen oddajnik na Prevolah, tako da bodo ljudje iz hišne krajevne skupnosti dobili tudi dober signal, tako da bodo lahko dosegljivi in pa seveda klicali tudi za nujne potrebe. Za konec pa pokukajmo še v načrte Mirnopeške občine. Ja, pričakovanja so, da bomo tisto, kar smo v letošnjem letu kar veliko dela vložili v projekte, ki nam bi lahko pomenili določeno osnov za črpanje tako državnih sredstev kot tudi evropskih, da bi te projekte čim bolj uspešno pripravili za razpise in potem tudi bili uspešni na samih razpisih in da bi v občino prinesli tudi nekaj ostalega denarja, kajti lastnih sredstev je pri nas premalo za nek normalen oziroma hitrejši razvoj. S tem namenom naj bi letos v industrijsko-gospodarsko cono vložili kar nekaj sredstev, tako zasebnega kapitala kot z razpisa, da bi območje kar se da dobro komunalno opremili. Županom vsekakor želimo, da bi njihove želje in načrti ali vsaj del njih padli na plodna tla. Vsem gledalcem pa zdravo in uspehov polno leto. Do prihodnjič, lep pozdrav!